Ozaveščanje o nevarnosti srčno-žilnih bolezni in pomenu njihovega preprečevanja je pomembno. Zdaj v Sloveniji, če pogledamo podatke za zadnja leta, recimo za 2021, so bile bolezni srca in ožilja, vzrok smrti 33% ljudi, se pravi nekje 1/3. To je približno podobno evropskemu povprečju. Pri ženskah je to pogostejši vzrok smrti, moški pogosteje v zadnje čase umirajo zaradi raka. Jugovzhodna Slovenija je, kar zadeva srčno-žilne bolezni, v slovenskem povprečju, medtem ko je Posavje nad njim. Predvsem je zaskrbljujoča zgodnja umrljivost moških, dodaja. Kaj pa podatki novomeškega kardiološkega oddelka? Mi smo v zadnjih 5 letih imeli nekje od 1500 do 2000 hospitalizacij letno in opravimo nekje od 1100 do 1300 koronarografij na leto, se pravi invazivnih preiskav koronarne bolezni. Med najpomembnejšimi dejavniki tveganja so zvišani krvni tlak, holesterol in krvni sladkor. Delate kaj na tem, da je srce zdravo? Ja, delamo. Kako? Kako? Da si pozitiven, ne? Da tečeš, da se ne jeziš. Telovadbo in to je to. Kaj pa prehrana? Prehrana je pa v bistvu taka zdrava. Morate poslušati lastno srce. To je čisto odvisno od tega, kako si bil naučen že od rojstva. Če si dobro skrbiš, če so za tebe dobro skrbeli, boš tudi ti za sebe in za druge dobro skrbel. Tvoje počutje je odvisno od srca. Srce ima čustva, čisto vsa. Žalost, jeza, veselje. Zato moramo res čuvati, kako se mi obnašamo. Glede na življenjski slog, predvsem premalo gibanja in debelost, pa tudi staranje prebivalstva, lahko v prihodnjih letih pričakujemo porast srčno-žilnih bolezni, ocenjuje zdravnica.